Mislim, da je bil res krajni čas, če lahko verjamete, da je novi lastnik njegove galerije ta kip dal odstraniti. Pogovarjali smo se tudi z novimi lastniki njegove rojstne hiše, tudi niso bili najbolj navdušeni, smo rekli, ne bomo silili nobenega, bomo postavili na enem javnem mestu in tukaj so našli zelo na roko Mercator in tudi stanovalci iz te iste poslovne zgradbe, tako da smo lahko res temu človeku, ki mislim, da je najbolj znamenit mlinar vseh časov, lahko tukaj ponovno postavili zaslužen spomenik, ki je medtem celo izginil, pa se je najdel, tako da je zgodba precej kompleksna. Pravim, različna so gledanja na ta čas in tudi na njegovo vlogo, ker je bil v glavnem na vseh stranih, saj v začetku in potem drugače, ampak to je bila usoda mnogih Gorenjcev v tistem času. In kje ste našli ta kip, ki je izginil? Na koncu se je našel na naši infrastrukturi. Kdo se je za to potrudil? To se je potrudil predvsem podžupan, direktor uprave je pa tole vse speljal, da smo naredili nov podstav, ker podstavek je izginil, tudi še to. In upajmo, da bo vsaj tukaj Tone Svetina našel svoj zaslužen mir in da nam bo v spomin in v pomin. In da bo ostal tukaj, kjer je bil doma. Tako je, no, in res si to želim in si to več kot zaslužim.